Prehajamo na drugo točko dnevnega reda. Vprašanja in pobude. Na zastavljena vprašanja svetniške skupine SDS Natalije Brlec bo odgovoril Boris Ravbar, svetniške skupine Liste Dušana Papeža Alenke Jevšnik bo odgovorila Romana Očakar in svetniške skupine Lista Sandija Uršiča Roberta Prosena bo odgovorila Marija Kos. Besedo predajam Nataliji Brlec. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov dolgoročno pomagamo k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. Sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. 14. vlada Republike Slovenije je v svojem mandatu 2020 do 2022 potrdila, načrtovala in že je začela izvajati številne projekte. Med drugim je bilo za našo občino tako potrjeni tudi lepo število projektov, nekateri se izvajajo pa celo v sodelovanju z drugimi občinami. Glede na to, da naj bi bile občine strani države že obveščene, da se financiranje določenih projektov ustavlja, me zanima, koliko projektov, ki so bili načrtovani, je bilo že realiziranih do sedaj in kateri so bili ti projekti, kateri projekti se še izvajajo in kdaj je predvidena realizacija in za katere projekte bo zmanjkalo denarja ali realizacija ni predvidena in je začasno ustavljena, ali bo občina njihovo realizacijo načrtovala v kasnejšem obdobju. Hvala lepa za odgovore. Odgovoril bo Boris Ravbar. Hvala za besedo in vprašanje in vsem en lep pozdrav. V obdobju 2023 je občina Kamnik izvedla ali še vedno izvaja različne projekte, sofinancirane tako s strani evropskih strukturnih skladov kot nacionalnih skladov oziroma virov financiranja. Do sedaj še ni bilo ustavljeno financiranje nobenega začetega projekta. Zdaj bi pa naštel nekatere izvedene projekte v obdobju 2023. Dva projekta sta bila pridobljena s strani programov Interreg, to so transnacionalnih programov. To je projekt Stimul Art iz programa Interreg Srednja Evropa, ki se je izvajal od 19 do 22, ter projekt Muha iz programa Interreg Adrion iz leta 2022. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je bila sofinancirana tudi regionalna kolesarska povezava Kamnik, Mengeš, Trzin, Ljubljana. Pri tem smo prejeli sredstva v vrednosti 519.577 evrov. S strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa so bili sofinancirani projekti po akronimih, jih bom naštel. To je Samostan mesto srečevanj, ki se je izvajal leta 20 do 21, projekt Gibanje za zdrave možgane, ki se je izvajal od leta 20 do 23, ter oživitev trških jeder Motnika in Šentvida pri Lukovici. S strani Ministrstva za kulturo pa sta bila odobrena dva projekta in tudi izvedena. To je zamenjava scenske razsvetljave odrske mehanizacije v Domu kulture Kamnik. Ta odobritev in izvedba je bila v letu 2021. Sofinancerska sredstva pa Ministrstva za kulturo pa so znašala 106.557,38 evrov. Drug projekt sofinanciran s strani istega ministrstva pa je bil projekt sanacija zidov obrambnega hodnika na Starem gradu. Ta projekt se je izvajal v letu 2021 oziroma 2022. S strani Evropskega kmetijskega sklada in sodelovanje LAS sta bila izvedena dva projekta.
to je kolesarska veriga na podeželju. Pri tej projektu smo izpostavili novo kolesarsko postajo pri Arboretumu Volčji potok ter mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah. Pri tem projektu je bil vzpostavljen nov turistični produkt, pohodniška pot okoli Kamniško-Savinjskih Alp v dolžini 190 km. Omenjeni projekt je tudi letos kot nacionalni kandidat za evropsko nagrado ARIA, to je za projekte iz kmetijske politike, nominiran v Bruslju. Se strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo pridobili sklep za sofinanciranje gradnje osnovne šole Frana Albrehta in v letu 2022 smo prejeli maksimalna sredstva 2.348.678 evrov. S strani Fundacije za šport je bila sofinancirana investicija preureditev obstoječega nogometnega igrišča Virtus v Šmarci v igrišče za umetno travo. Počrpana in dodeljena sredstva so bila tudi za ureditev prostorov nad garažami zdravstvenega doma v Kamniku. To je šlo za ureditev novih prostorov. Se strani Ministrstva za zdravstvo smo v letu 2022 oziroma 2023 pridobili 122.177 evrov. S Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je bila tudi sofinancirana investicija skulpture mamuta za urejanjem vsega območja. To smo našteli projekte, ki so bili med 2023, nekateri projekti pa se še izvajajo, te bi pa malo bolj vam predstavil. To je kolesarska povezava Kamnik-Godič. Občina Kamnik, kot veste, je spomladi 2023 zaključila za gradnjo kolesarske povezave. Uredili smo 3,5 km dolgo kolesarsko povezavo od Kršmančevega parka do Godiča, skupaj s počivališči, učno potjo in prehodom za pešce in kolesarje preko regionalne ceste. Urejamo še zadnje odkupe zemljišč zaradi samih poplav in ter neurja, pa poteka tudi sanacija poškodovane kolesarske povezave. Tudi sanacijska dela po poplavah bodo sofinanciranja iz evropskih sredstev. Celotna vrednost sofinanciranja bo približno 916.000 evrov. Naslednji projekt, ki se trenutno izvaja oziroma je v zaključni fazi, je tudi ureditev razsvetljave na športnem parku Virtus. Občina je se strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prejela 100.000 nepovratnih sredstev. Projekt Digital Generation je sofinanciran iz Erasmusa Plusa programa in to je medgeneracijski projekt, ki razvija orodje za digitalno ustvarjalnost, s katerimi bodo mlajši odrasli usposabljali starejše. Občina Kamnik pa pripravlja tudi smernice za druge občine. Ta projekt je eden izmed redkih, ki je 100% sofinanciran v vrednosti 27.256 evrov. Trenutno se tudi izvaja projekt Elena. Tu gre pa pri tem projektu za konzorcijski projekt, v okviru katerega Evropska investicijska banka partnerjem projekta zagotavlja nepovratna sredstva za tehnično dokumentacijo na področju energetske sanacije stavb. Občina je za namen izvedbe projekta oblikovala sam nabor investicij s področja ukrepov energetske učinkovitosti, trenutno pa poteka izdelava tehnične dokumentacije za izbrane investicije. Občina bo upravičena v tem sofinanciranju do 150.000 evrov pod pogojem uspešne izvedbe samih investicij. Sledi tudi
in se že izvaja obnova spomenika NOB Draga Tršarja, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo. Poleg tega se s strani Evropskega kmetijskega sklada sofinancira projekt Znanje preteklosti. To gre za skupen projekt Zavoda za kulturo, Javnega zavoda za kulturo Kamnik in tudi občine Kamnik. Pri tem projektu gre za pomladitev samostanskega travniškega visokodebelnega sadovnjaka. Obenem bomo v okviru tega projekta preko delavnic in predavanj opozarjali na pomen ohranjanja narave in starih sadnih, predvsem slovanskih sort, ter preko kulinaričnih delavnic obujali stare samostanske in druge recepte. Za namen izvedbe kuharskih delavnic bo obnovljen in opremljen prostor v pritličju samostana. Naslednji projekt, ki ga izvajamo in je en večjih projektov, pridobljen je bil iz samega sklada transnacionalnih projektov Interreg Srednja Evropa. Gre za projekt Pop-up Urban Spaces. Je v trajnostno mobilnost usmerjen projekt, ki bo v mesta projektnih partnerjev vpeljal inovativne metode, ki temeljijo na taktičnem urbanizmu, da bi prebivalcem in odločevalcem prek intervencij oziroma pilotnih rešitev pokazali, kako bi bilo, če bi imeli ulice in javne prostorje, kjer ne bi prevladovali avtomobili, hkrati pa bo razvijal inovativna orodja, metode za digitalno kampanjo, da bi ljudem razložili tveganja mestne mobilnosti preusmerjanja samo v avtomobile. Skupni proračun, to je, govorim za vse partnerje, je čez 2 milijona, nas kot vodilnega partnerja je pa slabih 400 000 evrov. V prejšnjem tednu pa smo pridobili tudi pozitivni sklep Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za projekt Zelena os v Kamniku, ki se bo izvajal leta 2024-2025. Tu gre za sofinanciranje sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. V sklopu projekta je predvidena nadgradnja 4 točk ob zeleni osi, to gre ob Kamniški Bistrici, ki bo predstavljala izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dvig kakovosti storitev in doživeti turistov. Nadgradnji tematske poti bosta sledili tudi izvedba promocije in tržne komuniciranje ter priprava novih turističnih produktov na vzpostavljeni nadgradnji turistični infrastrukturi na podlagi tega projekta. V projekt bodo vključeni tako predstavniki lokalnega gospodarstva za dodatno ponudbo, kot tudi predstavniki lokalne skupnosti, s čimer bo omogočen dvig konkurenčnosti v naši destinaciji. Vrednost projekta znaša 474 434 €, sama višina sofinanciranja pa bo 297 718 €. Poleg tega smo dali oziroma se nadejamo tudi sofinanciranja izgradnje kanalizacije Stahovica Črna pri Kamniku ter izgradnje kanalizacije Motnik. Kot sem rekel, občina je kandidirala na javnem razpisu za dodelitev tudi sredstev iz enako kot prejšnjega razpisa iz načrta za okrevanje in odpornost za investicije v sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 PE. Vloga je v postopku vsebinske dopolnitve, pripravlja pa se tudi skupni investicijski plan oziroma program, ki vam bo predstavljen na novembrski seji.
Tukaj govorimo o sofinanciranju približno 750 000 evrov. Poleg že navedenih projektov, imamo pa tudi projekte, ki so v pripravi oziroma prijavi ali v postopkih samega ocenjevanja. Pač pri določenih projektih gre za tekmovanje za projektno idejo. En izmed teh je Let's Co-Create. Občina je v sodelovanju z 11 partnerji na poziv Novi Evropski Bauhaus, evropska pobuda za mesta, oddala projekt, v okviru katerega se načrtuje ureditev dela samostana Makinje. V novo urejenem delu samostana bo v primeru uspešne prijave vzpostavljena stalna razstava oblačilne dediščine in rokodelskega centra. Tukaj sodelujemo, tukaj skupaj, oziroma je tudi partner projektu Javni zavod za kulturo Kamnik. Pričakujemo pa približno 1 milijon evrov nepovratnih sredstev, seveda, če bo projekt izbran. To bomo pa zvedeli aprila 2024. Poleg tega se bo, ko bojo razpisi, prijavljalo tudi izgradnja kolesarske povezave Kamnik-Vransko. Kolesarska povezava Kamnik-Vransko je del državne kolesarske povezave G13 Ljubljana-Celje. Občina v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za ceste pripravlja umestitev trase v prostor. Občina bo za izgradnjo posameznih odsekov kolesarske povezave kandidirala za evropska sredstva. Poleg tega so na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Slovenije. Ta sklep oziroma na podlagi tega bo občina Kamnik skupaj z občino Komenda in zdravstvenim domom v obdobju 2024-2028 poskušala počrpati sredstva v približno 2,7 milijona evrov. Konkreten namen porabe sredstev pa vam bo predstavljen na prihodnjih sejah občinskega sveta v investicijskih dokumentacijah. To je DIPIP, pa ker gre za tako velik projekt, tudi predinvesticijska zasnova. Prijavili smo tudi projekt SONG. To gre pa za manjši projekt, ki je usmerjen v izmenjavo znanj in praks med partnerskimi mesti z namenom praktičnega doživljanja raznolikosti dediščine Evropske unije in dviga zavesti o temeljih skupne prihodnosti v Evropski uniji. Povezovalna nit vključenih mest, enega iz Hrvaške, nas iz Slovenije ter Portugalske, bo glasba. Mesto Kamnik bo v sodelovanju z glasbeno šolo Kamnik in Javnim zavodom za kulturo Kamnik predstavil temo projekta, to pa je glasba in folklora v povezavi z oblaščilno dediščino. Poleg navedenih projektov je trenutno v pripravi še nekaj projektnih predlogov, ki čakajo na primerne razpise. To je na temo vključevanja socialno šibkejših, potem na temo pametnih mest oziroma same digitalizacije ter izgradnja športno-rekreacijskih površin. Za uspešno črpanje nepovratnih sredstev pripravljamo in izvajamo kakovostne projekte, ki jih občina potrebuje, obenem pa se pri pripravi vlog na javne razpise upošteva tudi finančne zmogljivosti občine. Vsi se pa na občini se zavedamo, da so v tem trenutku potrebe po sredstvih za sofinanciranje občinskih investicij oziroma projektov obsežne, zlasti v željo po čim hitrejšem okrevanju občine po poplavah. Zato bomo še za večjo skrbnostjo iskali dodatne vire financiranja,
s katerimi bomo krepili občinski proračun in poskrbeli za dobrobit naših občank in občanov. Obenem bi se vam pa želel zahvaliti za vašo podporo, brez katere realizacija projektnih idej ne bi bila mogoča, za mnoge konstruktivne predloge, iz katerih izhajamo pri pripravi projektov, ter za vso vašo formalno in neformalno komunikacijo z razpisodajalci na evropski nacionalni ravni, ki velikokrat odločilno pripomore k uspešni kandidaturi projektnih predlogov. Odgovor sem malo skrajšal in celoten odgovor pa bo objavljen v poročilu seje na uradni spletni strani občine. Boris, hvala za kratek poročilo. Natalija Berec, želite dodatna pojasnila? Ne, hvala lepa. Samo zahvalila bi se za izčrpno poročilo, izčrpne odgovore. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Alenki Jevšnik. Hvala za besedo. Jaz bi, preden začnem, samo rekla, da je danes en tak zelo primeren dan za to vprašanje, ker je danes natanko 53 let, odkar so v nedeljo 25. oktobra 1970 ob 11. dopoldne na Kamniškem grabnu Kamničani odkrili spomenik Rudolfu Maistru, ubranitelju Maribora in svojemu rojaku. In treba je tukaj povedati, da je to prvi celopostavni spomenik na naših tleh, tako da idealen datum za to svetniško vprašanje. Rudolf Maister se je rodil 29. marca 1847 na Šutni 16 v Kamniku, kjer sta imela starša v najemu stanovanje. Rojstno mesto Kamnik se je generalu Maistru večkrat poklonilo. Ob njegovi 50-letnici 15. aprila 1924 mu je podelilo diplomo častnega meščana. Po predlogih Josipa Nikolaja Sadnikarja jo je naslikal Maksim Gaspari. 4. septembra 1938 so mu na rojstni hiši odkrili spominsko ploščo, delo znamenitega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Ob 50-letnici bojev za severno mejo leta 1968 se je porodila tudi ideja o postavitvi javnega spomenika Rudolfu Maistru. Izdelal ga je kipar Anton Sigulin iz Ljubljane, slovesno odkritje pa, kot sem že rekla prej, na trgu Talcev je potekalo 25. oktobra 1970. Po Rudolfu Maistru se imenujejo ulica, gimnazija in srednja šola in glavni mošt čez Kamniško Bistrico in tukaj sem pozabila dodati tudi abonma v Domu kulture. Leta 1913 je bila občina Kamnik tudi glavni nosilec obnovitve in ureditve njegove rojstne hiše, kjer se nahaja prvi samostojni muzej na Slovenskem s stalno razstavo posvečeno življenju in delu slovenskega domoljuba, generala, kulturnika, pesnika in bibliografa Rudolfa Maistra. V začetku leta 2018 je občina zaključila obnovo drugega dela rojstne hiše, kjer se nahajajo novi muzejski prostori, v katerih pa so na ogled občasne razstave. Prvo društvo generala Maistra so ustanovili leta 1997 v Ljubljani. Društvo je združevalo Maistrove borce, potomce Maistrovih borcev in druge ljudi, ki so želeli ohraniti spomin na delo generala Maistra, njegovih borcev za severno mejo in na vse narodno zavedne Slovence, ki so si prizadevali za nastanek samostojne Slovenije. Podružnice so nastajale seveda tudi drugje, v Kamniku, Mariboru, na Uncu. 25. septembra 2003 je bila ustanovljena podružnica Društva general Maistra v Kamniku. Prihodnje leto torej obeležujemo 150-letnico rojstva in 90. obletnico smrti generala in pesnika Rudolfa Maistra Vojanova, ki je Sloveniji zagotovil Spodnjo Štajersko in ima pomembno vlogo v kolektivni zavesti Slovencev. Vlada Republike Slovenije je zato sklenila, da bo prihodnje leto 2024 posvečeno generalu Maistru. Kamnik ob tem obeležuje tudi 100-letnico, odkar je Rudolf Maister Vojanov postal častni občan Kamnika in že v naslednjem mesecu 10. obletnico otvoritve Maistrove hiše.
Nacionalno obeležitev Maistrove ustvarjalnosti in njegove vloge v kolektivni zavesti Slovencev bo v prihodnjem letu vključevala številne prireditve in projekte ter se zaokrožila z redno proslavo 23. novembra 2024 na državni praznik Dan Rudolfa Maistra. Maister je namreč s svojimi vojaki v noči na 23. november 1918 iz Maribora izgnal pripadnike nemške zelene garde. S tem je zagotovil spodnjo ali južno Štajersko, takrat državi Slovencev, Hrvatov in Srbov, danes pa Republiki Sloveniji. Ob tem me zanima, kako in na kakšen način se bo občina Kamnik vključila v prireditve v Maistrovem letu, če se zavedamo tega, da je Kamnik tudi rojstno mesto Rudolfa Maistra. Prosila bi za odgovor, ali je občina Kamnik že ustanovila organizacijski odbor za pripravo dejavnosti in prireditev v Maistrovem letu. Se je občina Kamnik že povezala z Mariborom in Ljubljano, ki sta prav tako povezani z Rudolfom Maistrom. Potrebno je narediti plan dela, pripraviti dogodke, se povezati z različnimi institucijami in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije. Zato me zanima, kaj je bilo v tej smeri že narejeno. Hvala. Alenka, hvala. V imenu strokovne komisije za dogodke in prireditve, ki se bodo odvijali v Maistrovem letu, bo odgovor podala Romana Ovčakar. Romana, izvoli. Besedo. En lep dober večer tudi v mojem imenu in hvala, Alenka, za vprašanje. Zdaj, to vprašanje je, mislim, odgovor imamo tudi malo v večjem obsegu odgovorjen, jaz bom pa povzela bistvo, prebere se pa lahko še na spletu. V glavnem leta 1996 je občina Kamnik odločila, da generalov rojstni dan 29. marec postane občinski praznik. Vsako leto se torej konec marca Kamničanke in Kamničani poklonimo velikemu rojaku. Tako se meseca marca in aprila zvrsti več kot 40 prireditev v sklopu občinskega praznika v sodelovanju s krajevnimi skupnosti, javnimi zavodi in tako dalje. V prihajajočem letu so predvidene številne slovesnosti in prireditve, s samo organizacijo pa se je že pričelo strani strokovne komisije za dogodke in prireditve, ki se je sestavila z namenom, da v letu 2024, se pravi v Maistrovem letu, predstavimo sporočilnost generala Maistra ter njegovih pomembnih pesniških stvaritev in domoljubnih dejanj. Pobuda o oblikovanju strokovne komisije v občini Kamnik, ki bo koordinirala slovesnosti, je že pred meseci naletela na odobravanje pri gospodu županu Mateju Slaparju, potem sta pa podžupana pred kratkim oblikovala komisijo, ki je sestavljena interdisciplinarno. In sicer sestavljajo jo predsednik komisije in predsednik društva General Maister Kamnik, predstavniki občine Kamnik ter javnih zavodov, medobčinskega muzeja Kamnik, javnega zavoda za kulturo Kamnik, Zavoda za turizem in šport Kamnik, javnega sklada za kulturne dejavnosti, območna izpostava Kamnik, knjižnice Franceta Balantiča, gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra in pa komisija se bo po potrebi dopolnjevala tudi z dodatnimi člani. Na prvi seji je bilo pregledanih kar nekaj predlogov, dogodke bomo še dodajali, v kratkem pa jih bomo tudi tematsko opredelili ter jih razporedili preko celotnega leta. Med že znanimi prireditvami pa so sledeče. Slovesnost ob kulturnem prazniku v mesecu februarju, prireditve v okviru praznika občine Kamnik in osrednje slovesnosti v sodelovanju s Slovensko vojsko ter častno enoto Slovenske vojske v mesecu marcu in aprilu, slavnostna akademija v organizaciji strokovne komisije za dogodke in prireditve, ki se bodo odvijali v letu 2024, ter ob finančni podpori Zveze društev General Maister. In ker je bil Rudolf Maister le rojen v Kamniku, je strokovna komisija na prvi seji sprejela soglasno odločitev, da je prav, da se slovesnosti v Maistrovem letu začnejo v Kamniku in zato bomo organizirali omenjeno akademijo na državnem nivoju, ki je predvidena v drugi polovici marca. Potem izdaja spominskega kovanca za 3 evre, Banka Slovenije v domeni Zveze društev General Maister, distribucija preko Zavoda za turizem in šport, potem je Maistrova znamka, potem je organizacija strokovnega simpozija v prostorih Slovenske matice ob sodelovanju Univerze SAZU, potem tako imenovani jumbo plakati po vsej Sloveniji, bralni maraton po vsej Sloveniji, likovni natečaj plus razstava, extempore za Maistra, potem kamniški zbornik,
2024 o obletnicah Rudolfa Maistra in 10-letnici odprtja Maistrove hiše. Tukaj bo tudi predstavitev delovanja društva General Maister. Potem nova razstava v rojstni hiši Rudolfa Maistra z delovnim naslovom Maister in Kamnik, na predvečer Maistrovega dne, rojstnega dne, javna vodstva po razstavah v rojstni hiši Rudolfa Maistra, organizacija 6 Maistrovih večerov, pa okrogle mize, tematska številka o Maistru v aprilu 24, slovenski zgodovinski magazin, nova slikanica o Rudolfu Maistru in dogodkih v Mariboru bo išla novembra 2024 pri založbi Pivec, glasbeno srečanje, Maistrove pesmi, postavitev razstave o življenju in delu Rudolfa Maistra v Urša Frana Albrehta, organizacija kviza o Rudolfu Maistru za dijake slovenskih šol in mest v gimnaziji, organizacija Maistrovega teka, gimnazije in srednje šole. V tednu od 11. do 15. marca organizacija Mladinskega parlamenta Alpske konvencije, potem v povezavi s kotlovnico že 3. leto na gimnaziji in srednji šoli deluje šolski radio Rudi, tematsko se bodo oddaje prilagodile okrogli obletnici, film o Maistru z video skupino gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra, praznovanje 75 let gimnazije, bomo tudi v to vključili, izdaje zbranih pesmi Maistra, igra spomin s pesnikovimi verzi in verzi njegovih pesniških sopotnikov, Maistrova literarna transverzala v organizaciji knjižnice Franceta Balantiča, vodena pot po Kamniku in literaturi o Rudolfu Maistru. Na točkah, ki so povezane z Rudolfom Maistrom, bomo spoznavali življenje znanega Kamničana in literarne zapise o njem ter prisluhnili umetniškim interpretacijam njegovih pesmi. Potem Maistrovo kulturno-turistično vodenje po Kamniku, 20 let Maistrovega abonmaja, 5 zbranih predstav profesionalnih gledališč, potem promocija z majicami s potiskom podobe Maistra, vzpostavljen bo poseben prodajni kotiček posvečen okroglemu jubileju, promocija Maistrovo leto 2026 bo pa preko posebnega zavihka Maistrovo leto tudi na uradni spletni strani občine Kamnik, informacijske knjižice in druge promocije preko različnih oblik medijev. Logotip za Maistrovo leto v domeni Zveze društev General Maister, ki se bo na različnih nivojih v dogovoru z vsemi zavodu in zainteresiranimi uporabljal za promocijo v občini Kamnik. Podrobnejši program bo znan predvidoma v začetku leta 2024, v katerem vas bomo sproti obveščali preko uradne spletne strani občine Kamnik, se pravi www.kamnik.si, ki bo v posebnem zavihku. Na vprašanje o sodelovanju z Ljubljano in Mariborom vam podajam sledeč odgovor. Društvo General Maister Kamnik in občina Kamnik ter Medobčinski muzej Kamnik so zelo povezani, tako z Zvezo društev General Maister kot tudi z mestnima občinama Ljubljana in Maribor. Društvo General Maister na zvezi usklajuje prireditve vsako leto, za naslednje leto pa je še posebna pozornost usmerjena v pripravo dogodkov. Medobčinski muzej Kamnik tesno sodeluje z vsemi ustanovami povezanimi z Maistrom, torej z Mariborsko knjižnico, Muzejem narodne osvoboditve, Pokrajinskim arhivom v Mariboru in Univerzitetno knjižnico Maribor. Prav tako pa sodeluje z AR Slovenije, NUK-om, Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Narodnim muzejem Slovenije, Koroškim, Pokrajinskim muzejem, Vojaškim muzejem in tako naprej. V mesecu novembru ob državnem prazniku pripravljamo osrednjo slovesnost na trg Gutalcev pri Maistrovem spomeniku in spomeninskem obeležju Maistrovih borcev z Kamniškega položimo cvetje k spomeniku, nato pa v Domu kulture Kamnik v sodelovanju z Zvezo društev General Maister in mestno občino Maribor vsako drugo leto, torej izmenično eno leto v Kamniku, drugo leto v Mariboru, podelimo spominska priznanja za zasluge pri ohranjanju spomina, sporočilnosti in veličine našega generala. Tako se bodo dogodki odvijali tudi v letošnjem letu, zato vljudno vabljeni, da se nam 23. novembra ob 17. uri pridružite pri spomeniku generala Maistra in nato ob 18. uri v Domu kulture Kamnik, kjer bomo s kulturnim programom Orkestra Slovenske vojske ter kamniškimi kulturnimi ustvarjalci že napovedali Maistrovo leto. Skupaj z Zvezo društev General Maister in mestno občino Maribor bomo podelili letošnja spomeninska priznanja za zasluge pri ohranjanju spomina, sporočilnosti in veličine našega generala.
Zavedamo se, da je Maestrovo leto izredno pomembno, zato smo tudi strokovno komisijo sestavili iz predstavnikov, ki skrbijo za kulturne prireditve v naši občini. Komisija pa, kot je že bilo povedano, aktivno pripravlja vsebino ter dogodke, ki bodo v naslednjem letu obeležili pomemben jubilej našega kamniškega rojaka. Verjamemo, da se nam boste tudi predstavniki občinskega sveta Kamnik pridružili na številnih slovesnostih in skupaj z nami praznovali Maestrovo leto. Hvala. Hvala, Romana. Lenka Jušnik, želite dodatna pojasnila v zvezi s tem? Zahvaljujem se Romani za odgovor. Kot sem rekla, pravo vprašanje na pravi dan in se mi zdi prav, da smo se tudi seznanili in sem vesela, ker sem videla tak dolg in konkreten odgovor in mislim, da se bo temu še marsikaj dodalo, tako da hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Robertu Prosenu. Robert, izvoli. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. V svetniški skupini Liste Sandija Uršiča smo zastavili občinski upravi naslednje vprašanje. Letošnje poletje nam je narava pokazala svojo moč. 4. avgusta so na občino Kamnik in sosednje občine zajele obilne padavine in povzročile poplave katastrofalnih razsežnosti. Na 3. izredni seji 6. septembra smo soglasno sprejeli rebalans proračuna, v katerih je bila umeščena proračunska postavka 6601 odprava posledic naravnih in drugih nesreč. V obrazložitvi je bilo med drugim zapisano: Občina Kamnik je do konca avgusta prejela nekaj več kot 600 vlog prijave škode na objektih in infrastrukturi. Občinske komisije za ocenjevanje škode škodo še popisujejo po vseh območjih, kjer so jih prizadela neurja v juliju in poplave 4. avgusta. Predhodna ocena škode po poplavah 4.8.2023 bo po prvi oceni presegala 20 milijonov evrov. Bolj natančne ocene nastale škode bodo znane po vnosu škode v spletno aplikacijo Ajda konec septembra. Zato nas zanima, ali je občinska uprava že pridobila natančnejše podatke o nastali škodi. Po dobrih 2 mesecih je med prizadetimi občankami in občani vse več vprašanj glede pomoči strani občine. Že na seji smo predlagali, da se z načrtom sanacije seznani tudi občinski svet in s tem tudi širša javnost. Zanima nas, kakšna je trenutna realizacija na postavki 6601 in kakšen je načrt porabe sredstev do konca leta. Prav tako nas zanima, ali je občina Kamnik že prejela sredstva za sanacijo iz državnega proračuna in kakšen je ta znesek. Hvala lepa. Hvala lepa, Robi. Odgovorila bo Marija Kos. Marija, izvoli. Občina Kamnik je v okviru popisa škode ocenila celotno škodo na območju občine v višini 22 milijonov 970 tisoč 991,31 evra. Finančno pomoč občankam in občanom pa bo zagotovljena s strani pristojnih ministrstev. V ponedeljek 16. oktobra 2023 smo podpisali pogodbo za predplačilo sredstev za izvedbo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče na javni infrastrukturi. Nakazana sredstva v višini 8 milijonov 226 tisoč 880 evrov smo prejeli v petek 20. oktobra 2023 in sicer na podlagi predhodnega programa ministrstva in zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Predplačilo je na podlagi pogodbe namenjeno sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov navedenih v predhodnem programu in v 17. členu zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. In sicer pod točko 1 pričetek izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari. Pod drugo, zagotavljanju nemotene uporabe oziroma delovanju poškodovanih občinskih infrastrukturnih sistemov, vodovodi, kanalizacija in cestna infrastruktura. Pod točko 3, ukrepom za preprečitev nastanka dodatne škode. Pod točko 4, izvedbi rušitev močno poškodovanih objektov zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja. In pod točko 5, zagotavljanju zemljišč za začasne nastanitve in zemljišč za nadomestne in nadomestitvene gradnje, vključno s komunalnim opremljanjem zemljišč. Trenutna realizacija
do oktobra 2023 znaša na postavki 6601 2 847 831,75 evrov, še vedno pa se izvajajo nujni intervencijski ukrepi na javni infrastrukturi, kot so ceste, vodovod in kanalizacija, in nujni intervencijski ukrepi sanacije plazov za zaščito ogroženih stanovanjskih objektov. Program sanacije je določen po prioritetah, vendar pa občine še čakamo na vodila in aplikacijo ministrstva, v katero bomo morali na podlagi pogodbe oddati program porabe sredstev, prav tako bomo morali pristojnemu ministrstvu redno poročati o porabi namenskih sredstev. Lahko pa si občani in občanke v rubriki Tednik na uradni strani spletne strani občine Kamnik redno spremljate investicije, ki se izvajajo v okviru sanacij po poplavah. Hvala. Robert Prosen, želite dopolnitev odgovora? Hvala za odgovor. Dodatnih vprašanj trenutno nimamo. Predlagamo pa občinski upravi, da na naslednji seji umesti točko, kjer bo lahko bolj natančno razložila potek reševanja in sanacije poplav. Hvala. Hvala lepa.